Slovenska nogometna reprezentanca ima na tokratnem zboru tudi 4 nogometaše, ki bodo nastopili v elitni ligi prvakov. Poleg Jana Oblaka so to še 3 Mariborčani: Mitja Viler, Aleš Mertelj in Damjan Bohar. Čudovita jesen, kajti igrati v lige prvakov, to je res nekaj fenomenalnega. Moram povedati, da se mogoče še ne zavedamo, kaj smo sploh naredili v Mariboru za celo Slovenijo, za vse skupaj, ampak tudi to bo prišlo, da se bomo zavedali, da je res velik uspeh. Uvrstitev štajerskega prvaka v ligo prvakov je svojevrstno priznanje tudi za slovenski nogomet in dokaz, da je prva liga Telekom Slovenije kakovostno tekmovanje, konkurenčno drugim evropskim ligam. Ko moraš predstavljati slovensko ligo, tudi Maribor, moramo biti ponosni in upravičiti to zob, zato ker nas predstavljamo celo Maribor, slovensko ligo in pol pa tudi barve Slovenije. Mi delamo dobro, se že dela par let kakovostno in kakovostno delo se dela tudi v Sloveniji, tako da to je lepa potrditev tudi nas, kateri smo tukaj, nas treh, in jaz verjamem, da lahko doprinesemo k dobri uvrstitvi in dobrim rezultatom tudi reprezentanci. Medtem ko se reprezentančni boj v novih kvalifikacijah šele začenja, je ligaško tekmovanje na domačih zelenicah v polnem razcvetu. Vijoličasti s tekmo manj zasedajo 5. mesto in za vodilnimi Domžalami zaostajajo za 9 točk. Do konca tekmovanja pa je še 28 krogov. Mi bomo itak poskušali na koncu postati prvaki, kar je tudi cilj kluba, in vemo, da nam samo prvo mesto v prvenstvu nam pač nosi te tekme, katere so zdaj zgodile, polni stadion, naši navijači in pač vsi v Sloveniji se veselijo tega dogodka, tako da prvenstvo je za nas prioriteta in tisti prvi cilj, ki ga treba osvojiti, da lahko pol delaš take čudeže, kakve delamo mi. Zaostanek z Domžalami je kar dve zmagi, ampak imamo tekmo manj in vse je prišlo na svoje mesto z normalnim delom, tako kot smo ga delali do sedaj. Bo vse prišlo v naš ritem, tako kot se želimo mi, ampak seveda z delom in tako kot smo delali v preteklosti. Dobro delo je že obrodilo sadove in vijoličastim v zgodovini kluba prineslo 11 naslovov državnih prvakov, 8 pokalnih lovorik ter številne evropske nastope, vključno z ligo prvakov, v kateri so že igrali leta 1999. 15 let kasneje bo v Ljudskem vrtu znova donela himna najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. To je dobro za nas, za reprezentanco, to je dobro lepo za Slovenijo, za celo Slovenijo in ja, upam, da bojo daleč prišli tudi. Takoj, ko sem prišel drug dan na igrišče, je bilo samo Maribor in sem bil prav ponosen na to, da se tudi ena slovenska ekipa uvrstila v ligo prvakov. Jaz mislim, da zdaj vsak gleda drugače na slovenski nogomet in jaz mislim, da je to lahko samo motiv več tudi za mlade igralce. Pozitivnih učinkov vijoličaste uvrstitev v ligo prvakov je mnogo, tako za sam klub kot za slovenski nogomet in domačo ligo. Izkušnje, ki jih bodo Mariborčani pridobili v evropskem tekmovanju, lahko dvignejo kakovost domačega prvenstva, obenem pa ima ob dobrih predstavah nogometašev večjo izbiro ob reprezentančnem poklicu tudi selektor.